So nevladniki politična paravojska financirana iz tujine, ki lahko dela karkoli brez nadzora? Vlada v Gazi res relativni mir? Je za genocid lahko odgovoren celoten narod? Vse to je bilo slišati na včerajšnjem burnem soočanju med Robertom Golobom in Janezom Janšo v Mariboru. Kaj pa drži in kaj ne drži? Miha Drozg v rubriki 24 ur dejstva. V burni razpravi zlasti o aktualnih prisluhih in očitkih nevladnikov, da za vsem skupaj stoji SDS, je Janez Janša kritiziral delovanje in še zlasti financiranje nevladnih organizacij. Če je nekdo, ki se razglaša za nevladno organizacijo, financiran neposredno od vlade in odvisen od dobre volje vlade, pa ne dela nekaj dobrega, kar si opazimo, kot so gasilci in tako naprej, ali ne prispeva kulturi, kot so kulturna društva, ampak kolesari, ko je določena opcija na oblasti, to niso nevladne organizacije, to je politična paravojska, ki ne prijavi volilne kampanje, ki se lahko financira s tujine, ki dela vse živo, brez kakršnega koli nadzora. Zaradi mene naj kolesarijo, naj protestirajo, ampak za svoj denar. In tukaj bomo pipce zaprli. Kaj o financiranju nevladnikov pravi zakon o nevladnih organizacijah, da se financiranje zagotavlja prek javnih razpisov ministrstev. Zato javno financiranje samo po sebi ne more biti sporno. To financiranje velja tudi za tiste organizacije, ki nasprotujejo idejam in stališčem vlade, saj je to eno od jamstev političnega pluralizma. Nevladne organizacije morajo letno poročati o svojih prihodkih in odhodkih. Strožji pa je nadzor, če so financiranje iz domačih ali tujih, denimo evropskih javnih sredstev, če delujejo v javnem interesu ali sodelujejo v volilnih oziroma referendumskih kampanjah. Kaj pa morebitno financiranje nevladnih organizacij iz tujine? Takšno je pojasnilo pravnega strokovnjaka dr. Marjana Kosa. To financiranje iz tujine samo po sebi ni problematično. Kot je že povedalo Evropsko sodišče za človekove pravice, je namreč del pravice do združevanja, tudi pravica pridobivati sredstva za financiranje svojega delovanja iz tujine. Tako da samo po sebi to ne more biti problematično. Izjavo Janeza Janše o nevladnikih, ki da so politična paravojska in lahko brez kakršnega koli nadzora delajo vse živo, zato označujemo z oznako previdno. Robert Golob je v odgovor Janezu Janši izpostavil, katerim nevladnim organizacijam gre največ javnega denarja. Večina denarja gre humanitarnim organizacijam, prostovoljnim humanitarnim organizacijam. Na prvem mestu mislim, da je sicer osebna asistenca, to je pomoč invalidom, na drugem mestu sta Karitas, Rdeči križ, potem pridejo gasilci in tako naprej. Brez teh organizacij si ne moremo zamisliti življenja v naši državi. Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij v analizi obsega javnega financiranja nevladnih organizacij v letu 2024 navaja, da je največ javnih sredstev proračunskih uporabnikov prejela osebna asistenca Pomurja, dobrih 16 milijonov evrov. Na drugem mestu je Zavod Brez ovir, na tretjem Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije. Gasilska zveza Slovenije je na 7., Rdeči križ Slovenije na 8. mestu, Slovenska Karitas pa na 21. Izjavo Roberta Goloba, da sta takoj za izvajalci osebne asistence Karitas in Rdeči križ, potem pa pridejo gasilci, zato označujemo z oznako previdno. Večkrat sta se Janša in Golob na sinočnem soočenju dotaknila tudi razmer v Gazi in odgovornosti Izraela. Tako trenutne razmere vidi predsednik SDS. Trenutno v Gazi vlada relativni mir. In ta mir je... Vedno se izogiba odgovorom. Trenutno v Gazi vlada relativni mir, glede na to, kaj je bilo prej, in tega miru niste vi dosegli, ko ste rekli, da boste spadali, spuščali tja pomoč ali ne vem kaj, ampak so to dosegle velesile, ker so se pač neke stvari dogovorile. V ponedeljek so iz bolnišnice v Gazi, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, sporočili, da so prejeli trupla 8 ljudi ubitih v izraelskem napadu na policijsko vozilo. Predtem so palestinski viri poročali tudi o izraelskem napadu na eno od begunskih taborišč, kjer so umrle 4 osebe. Čeprav je premirje med Izraelom in Hamasom v veljavo stopilo 10. oktobra lani, se nasilje v Gazi torej nadaljuje. Za kršitev premirja se medsebojno obtožujeta obe strani. Kot še navaja STA, je
je bilo po podatkih Ministrstva za zdravje na območju Gaze od začetka premirja ubitih najmanj 663 Palestincev. Izraelska vojska trdi, da je bilo v tem obdobju ubitih najmanj 5 izraelskih vojakov. Težko torej govorimo, da v Gazi vlada mir, ker pa ne vemo, kaj ima Janša v mislih, ko govori o relativnem miru, smo njegovo izjavo ocenili s previdno. Kaj pa očitek Robertu Golobu, da si je vlada, domnevno zaradi pritiskov, premislila in se Slovenija ni pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu? Smo dali prednost temu, da bomo najprej naredili vse, kar lahko kot država, da bomo zločinca pripeljali pred sodišče, čeprav je vaš prijatelj. Ne pa, da bomo najprej obsodili cel narod izraelski za genocid, ker verjamem, da je treba dati najprej poudarek na individualno krivdo zločincev. Torej ni bilo nobenih... Šele potem pa obsojati celoten narod. Ker veste, kaj je genocid? Genocid pomeni, da je nek narod genociden v svoji naravi. To je bil razlog, zakaj se nekateri od ministrov Svobode niso pridružili tej tožbi. V primeru ugotavljanja odgovornosti za genocid je ključen statut meddržavnega sodišča za tožbe proti državam. Tam so lahko, kot navaja 34. člen, tožene le države. Tudi po konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida so za genocid odgovorne države podpisnice konvencije. Posamezniki, kot pojasnjuje dr. Kos, pa so lahko odgovorni v kazenskih postopkih, predvidoma pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Po definiciji iz konvencije o preprečevanju genocida je v bistvu za genocid lahko odgovorna država in ne more biti narod, ker narod ni subjekt po mednarodnem pravu in zato ne more biti obsojen pred meddržavnim sodiščem. Lahko pa so v določenih primerih za dejanja povezane z genocidom odgovorni posamezniki, naprimer visoki funkcionarji držav. Izjava Roberta Goloba, da genocid pomeni, da je narod genociden v svoji naravi, zato ne drži. Več na 24ur.com, 24 ur dejstva pa znova v četrtek z analizo burnih duelov o privatizaciji in gradnji stanovanj.